GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Pozdravljeni v podcastu GFML-jevci. Pred nami je tretja sezona podcastov GFML-jevci. V studiu gostimo nekdanje dijake Ljutomerske gimnazije, ki z nami delijo svoje spomine na gimnazijska leta. Ne ostanemo pa samo pri tem. Podamo se tudi na njihove karierne poti. Pokukamo v zasebno življenje in z vami delimo zanimive življenjske zgodbe. Prvi podcast v šolskem letu 2023/2024, ko naša gimnazija praznuje 60 let obstoja, za vas pripravljam Laura Barber. Šolski prag pa je ponovno prestopil dr. Miran Puconja. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeno. Dr. Puconja, dijak druge generacije maturantov GFML, profesor slovenščine in filozofije, razrednik, doktor znanosti, raziskovalec, avtor številnih člankov, kmet, čebelar in še bi lahko naštevala. Gospod Puconja, kot dijak druge generacije GFML ste bili priča prvim korakom naše šole. Lahko bi rekli, da ste jo videli shoditi. Kako je bilo obiskovati gimnazijo v drugi polovici 60 let prejšnjega stoletja? Kakšne spomine imate na svoja gimnazijska leta? Ja, to vprašanje je zelo širokopotezno. Najprej je tu seveda vprašanje motivacije, zakaj smo se takrat sploh pisali na gimnazijo. Možnost smo jo imeli takrat predvsem eno, to je bila Murska Sobota, nekateri morda tudi Maribor. In seveda smo bili zelo veseli, ko so začele prihajati novice o tem, da se bo v Ljutomeru ustanovila gimnazija. Prvi znanilci, torej še, ki jo je doživljala generacija pred mano, pisana leta 63. Bili so novinci, torej zdaj govorim tudi malo za njih, še delno bolj za sebe sicer. Bili so novinci, niso imeli nobene predhodne poti. Gimnazija je bila šele v povojih, kadar je še manjkalo. Bili so nekateri profesori, ostali še niso bili toliko profesorsko kvalificirani, torej v pravnem pomenu besede. In se seveda tudi ravnateljstvo in sploh sfera, ki je imela torej vpliv na gimnazijo, zelo trudila, da najprej pridobi kader. Kader so kar uspevali pridobivati, se je tudi potem, če sem temu tako reči, izboljševal, nadgrajeval. Za tisti čas je bilo to hudo dobiti kader, se ni bilo, lahko bi rekli, visoko izobraženega kadra v Ljutomeru skoraj nič, razen sodnika, recimo še duhovnika, pa kak profesor na gimnaziji in kak inženir, in s tem se je končalo. Ko je torej nastopila gimnazija, se je povečal tudi ta stadij izobraženosti znotraj Ljutomera samega. Se spomnite kakšnega zanimivega dogodka iz vaših gimnazijskih let? Bi ga delili z nami? Bi ga delil z vami in to takoj. Malo je egocentričen, pa kljub vsemu ga bom povedal. To je bilo še potem, ko sem bil kasneje, recimo v višjih razredih, se je recimo zgodilo, da je profesor Pevčeva, ki je bila tako širokogrudna, pa tudi malo morda pogledala na se. Enkrat prišla v razred pa rekla, če veš kaj ti, popoldne imaš ti čas, ti boš šel k meni domov in boš še s nekaterimi pajdaši nakladal opeko in jo potem na ustrezno mesto prevažal. Seveda, takrat si bil bolj ponižen, kot ste danes bi rekli, nimam časa, dijaki. Jaz sem rekel, pa dobro, nimam sicer časa, ampak se mu toliko otrgal. Mi delamo, trajajo ure, mene pa se le modilo domov. Pa rečem, gospa, takrat smo rekli, gospa Torišica, profesorica, zdaj pa jaz moram iti. In kaj je bilo? Sem vedela, zmeraj odklanjaš, odkar te poznam, zmeraj odklanjaš. Dobro, to mine, drugi dan pridem v šolo, prva ura me že vpraša za oceno. Se pravi, nizko, moram povedati, moram tudi to omeniti, zelo nizko. Vpraša in se trudila, da bi me spravila na nezadostno, ampak ji ni uspelo vseeno. To je kar od dogodek, ki je nekako vpliva tudi na me, pa si mislim, da če bom kaj profesor, sem si takrat mislil, gleda, ne boš takšen. Se spomnite mogoče vašega razrednika? Še imate stike s sošolci? Ja, jaz se ga zelo rad spomnim in še ga, hvala Bogu, doživljam in se tudi srečujeva.
Mahar je zelo visoki starosti. To je dolgoletni ravnatelj Ljutomerske gimnazije prejšnjih letih, profesor Zrelec Boris. Potem to je sicer 4. letnik, predtem se pa zelo spominjam tudi prve razredničarke, ki nas je imela 3 leta, to je bila Justina Topolnikova, ki je danes že pokojna. V 3. letniku je potem odšla v Maribor in smo potem prišli na drugo kvalifikacijo. Ampak tudi moram posebej podariti profesorja Zrelca, imam izreden spomin kot človeka širokega, razumevajočega, nekaj takega, kar bi tudi pričakovali naprej, recimo. Ne? Ja. Po zaključku gimnazije ste si morali izbrati študijsko smer. Je bila izbira težka ali ste takoj vedeli, kaj želite študirati? Takoj sem vedel, kaj želim študirati. Ko je prišla tista faza, da se moram odločiti, sem takoj vedel, to bo filozofija, za ceno vsega, karkoli je na svetu, filozofija, makar mi je brat strašno branil, zelo upravičeno, da ne bo imel kruha, da to ni nič bistvo, ni nič, ker ali šola, če pa to ni, pa nimaš kaj s tem, razen kako novinarstvo še, če takrat to ni bilo tako enostavno do tega priti. To je ta odločitev, ampak so pa okolje je pa name drugače vplivalo. On je hotel, da študiram psihologijo, kar je mene tudi vleklo. Profesor Zrelec pa mi je zelo svetoval, takrat moj razrednik, pojdi ti na farmacijo, dobiš takoj štipendijo, takoj bo to urejeno. Takratni ravnatelj Ljutomerske gimnazije, profesor Drago Novak, on pa rekel, idi na medicino, pojdi na medicino. Tam so penezi. Po svoje so imeli prav, ne? Vsi so imeli malo prav, ker je bila sveta sreča Božja, da sem jaz imel ob filozofiji kasneje kruh. To je bila izjema, ker so v Ljutomeru rabili profesorja slovenščine, potem pa tudi vmes filozofije, pač ob tem filozofije, in sem jaz ob filozofiji dočakal tudi penzijo. Kar sem, ne vem komu hvaležen, kakorkoli, ne? Se pravi, da je ta moja trma na koncu se le obrestovala in hvala Bogu, da je bilo tako zadovoljen, pa še dosegel, torej imel sem kruh, ne? In govorimo kot penzionisti, hvala Bogu, da imamo penzijo. Odkot pa veselje do maternega jezika in književnosti? Ja, to sem imel zmeraj, to veselje. To veselje sem imel zelo v celih že osnovnošolskih letih, pa potem tudi kasneje. Se pravi, to je bilo samo veselje do jezika, veselje do predmeta. Tisti prvi leti pa so me bolj zanimali celo naravoslovni predmeti in mi se lahko zgodilo, da bi vedno bila želja profesorja Zrelca uresničena, ne? Drugače pa vleklo me to, kar me še danes vleče, ta materinski čut, ta pramaterinski čut, rekli bi ta identiteta, ki takrat nisem rekel identiteta, ampak neko poenotenje z nečim, kar je naše, kar moramo živeti, kar moramo zagovarjati. In tu so že neki zametki kasnejšega študija etnologije, ker mi je takratni učitelj, se pravi v osnovni šoli, Brezovar, svetoval, ko sem pisal neki spis, pa rekel, piši se ti na univerzo, pravi na jezikoslovje, tam bo predaval profesor Bezlej, pa je že šnofal, če temu tako rečem, to, kar me danes najbolj zanima, bolj kot me času gimnazije, pa še v času doktorata, to je jezikoslovje. Ste se takoj zaposlili na Ljutomerski gimnaziji ali ste svojo poklicno pot začeli kje drugje? Ne, nisem se, to sem že ne večkrat, ampak se enkrat povedal, na šolo pa me ni vleklo. Mene je vlekla veda kot taka, študira bi do smrti, potem raziskoval, odkrival nova področja in šola mi je bila tu ovira. Potem pa je bil tudi ideološki vzrok. Takratna, bi rekli, bolševiško usmerjena ideologija v šoli, ki je takrat dominirala, ki je takrat diktirala, me odbijala in sem odklonil iti na šolo. Tudi potem, ko je nekdanji razrednik, profesor Zrelec, takrat ravnatelj prišel s kolesom na svem po mene, sem rekel, ne grem. Potem pa mu je vendar enkrat, hvala Bogu, uspelo na neki obletnici, pridi ti honorarno malo k nam učiti, filozofijo rabimo. Potem pa sem si mislil, peneze pa rabim, pa bom šel. In sem bil potem zadovoljen, nobenega ideološkega problema doživel nikoli, kakorkoli je bil komunizem, prosim, to moram poudariti. In seveda sem zadovoljen, da sem takrat klonil pred profesorjem Zrelcem, kakorkoli proti svoje volje malo. V svoji bogati pedagoški karieri ste poučevali številne generacije mladih iz pomurskega prostora. Kakšna je vloga učitelja v mladostnikovem razvoju? Se je ta vloga kaj spremenila od začetkov vašega poučevanja v prejšnjem političnem sistemu in sodobnem, v katerem živimo?
Gotovo se je spremenila. V prejšnjem političnem sistemu, zdaj če govoriva o celotnem Pomurju, v prejšnjem političnem sistemu sem že prej rekel, je bila vendar ideološka neka indoktrinacija do mojih predmetih je bila, ne? Ampak jaz tega nisem izvajal in nisem čutil pritiska proti temu neizvajanju. Tu se moram pohvaliti in to mi je v čast. In dijaki so kritični, so bili takrat in so danes kritični. In dijaki so to cenili. In na ta način smo mi spostavljali malo več kot samo tiste profesorsko-dijaške medsebojne odnose, ampak tudi, ne da se hvalim, tudi neke človeške odnose. Nekaj človeške odnose, nekaj sem že enkrat povedal, da sem to nekako izvajal, ne hote morda podobno nekdanjemu srednjeveškemu kolegiju. Kolegij je bila skupnost profesorjev in dijakov. In so živeli neki, medsebojni simbiozi. Tako mi je to podzavestno predvsej uspelo in koliko sem doživljal odzive pri dijaki in če tudi danes srečujem, so bili s tem zadovoljni. Najbolj zadovoljni pa so bili s čim, ko sem časih proti šolskim zakonom zaprl učilnico in smo zelo šli babi ložič. In se tam spontano pogovarjali, tega se pa ne reši spomnil. Se pravi, kaj pomeni doživljajski vidik pa doživljajska šola. Če pa si me vprašala, če se to spremenilo, to se je gotovo spremenilo, danes drugi časi digitalizacija, jaz več tem ne živim, ampak treba se prilagoditi in peljati dalje in uspehi bodo zopet, kot so bili včasih. Mnogi vas ne poznajo le kot pedagoga, ampak tudi kot zavzetega raziskovalca prleškega duha, prleške entitete. Nenazadnje je bila tudi to tema vaše doktorske disertacije Slovenski kmet na Cvenu med leti 1848 in 1945, za katero ste prejeli Murkovo priznanje, ki ga podeljuje Slovensko etnološko društvo za vrhunske strokovne dosežke na področju etnologije. Odkot navdušenje za to temo? Kaj vas tako privlači? Veste, kaj vam rekel, da mi je največkrat so mi bile teme, kakorkoli mene vse to zanima, ne vsiljene, ampak diktirane. Diktirane mi je bila tema diplomske naloge na filozofiji, ni pa mi bila na slovenščini, tam se pa me psihologijo umetniškega ustvarjanja, kjer profesor Zadravec ni bil najbolj doma in sem potem imel paralelno mentorja akademiko Trstenjako, no to mi je bilo diktirano. Tu pa mi je bilo tudi diktirano. Tako je bilo, takratni predstojnik oddelka za etnologijo rekel, veš kaj, ti si z tega področja doma, kjer je kmečki živelj in si kmečki sin. Kaj, če bi ti napisal eno raziskavo, mi namreč nimamo še ene izvirne raziskave o kmečkem življenju. Se pravi, da bi to koristilo etnološki vedi, ne meni toliko na duši. Po drugi strani pa se s tem čuje, bodi pameten, tam si ja doma, to ti bo takrat rekel najlažje napraviti, imel sem dela 10 let, seveda, ne? In bil sem tudi poznavalec tega, potem pa sem ob vsem tem videl, da tu ne gre samo za kmečko strukturo, da se danes ta svet prepleta, kmečka kultura se prepleta z nekmečko, s tako zvano meščansko, množično kulturo in pridemo do tudi ostalih področji sociološkega vprašanja, psihološkega vprašanja, filozofskega vprašanja in da Repelekija ali pa kmet na Cvenu ni samo kmet na Cvenu. Vsak, ki obdeluje zemljo, je kmet, pa da živi na Cvenu ali živi v katerem delu sveta, ne samo Evrope. Ne? In je to stik s človekom, to je vprašanje človeka, ki je telurični, ki je zemeljski in ki izhaja iz teh korenin, ki iz teh korenin lahko tudi duhovno nadgrajuje strukturo, ki je lahko tudi projekcija bodočnosti. Nam mogoče zaupete, kaj raziskujete v zadnjih mesecih? Kaj je pritegnilo vašo pozornost? Ste prišli do kakšnega novega, zanimivega spoznanja? Ja, v zadnjih mesecih sem nekako na dveh stolih. Eno tako, če temu rečem, slavistično temo, ker sem sedel tudi slavist, sem zdaj ravno poslal akademiko Jeseniško razpravo o Denku, o tem našem Denku, ne, in pri tem o vlogi duhovnikov kot takih, ne samo Denka, ki so odigrali pomembno narodno prebudno vlogo tudi v preteklih stoletjih, ne samo Korošec pa še kdo drug. To temo potem pa sem precej zelo, se pa ukvarjam vsekakor z eno monografijo, ki jo pripravljam, to je monografija načina življenja na desnem bregu Mure, no, se pravi Prlekiji, ampak nekoliko zoženo mora biti, ker je tega preveč, tako da štartam pri nekdanjem starem ljuterenskem okraju, ki si je takrat segal do Miklavža pa do Tomaža, in potem to krčim na ljutomersko upravno enoto. S tem se zelo močno ukvarjam, trenutno še zbiram podatke, se pravi, da kontaktiram z
ljudmi, ki se o tem spoznajo, neustreznimi ljudmi, in potem bom začel to pisati proti njimi. Delo je zelo obsežno in zahtevno, delam pa z veselja kakorkoli. Ja. Ker sem tudi sama s Cvena, poznam vašo veliko ljubezen do zemlje in kmetije, do trdega kmečkega dela. Katere vrednote ponuja delo z zemljo posamezniku? Ja, se lahko zelo kratek. Prva vrednota je to, kot si rekla, trdo delo, se pravi izhajanje iz dela, ustvarjalnost, kreacija, stik z zemljo kot tako in pri tem črpanje energije. Človek je mnogoplastno bitje, ni samo bitje, rekli bi, duhovnih razsežnosti, ampak je bitje tudi fizičnih razsežnosti. Mi smo garači, ne samo jaz, vsi, ki smo na tem planetu, smo garači prednikih 10 tisočletja. In 19-20 stoletje je prineslo bistveno spremembo. Prišlo je do močne delitve na duhovno in fizično delo in seveda ta razkol ima tudi negativne posledice. Prva negativna posledica je v psihični bolezni, ki obstajajo. Človek, ki živi na zemlji, neki patološko duševni bolezni skoraj ne pozna. To je to. Drugič je pa to vir navdiha. Vir navdiha zemlja in stik zemljo je vir navdiha za ustvarjalno delo, za duhovno delo. Ne da se delati samo enega. Tisti, ki hoče biti širokopotezen, tisti, ki hoče biti izviren, tisti mora izhajati iz korenin. Živimo pa iz preteklosti in zemlja in stik zemljo in tudi garaštvo je naša preteklost in je zato tudi naša prihodnost. Kaj pa danes, ko imamo vse manj stika z zemljo, sploh v velikih mestih, kam lahko to pelje? To je veliko vprašanje. To bi bilo najbolj modro reči, ne vem, ampak nekaj pa malo živimo. To pelje v določene skrajnosti, ves tempo gre hitro naprej. Ves napredek je strahovit. Ne? In mi ne dohajamo več tega napredka. Ravno ta razkol med civilizacijo, bi rekli, in med kulturo, pa je vprašanje kulture. Eno je civilizacija, drugo je kultura. Kultura je več kot samo civilizacija. Tudi tisti pračlovek, prokonzul, pa driopite, ko poznal že neko civilizacijo, pa če tudi bi nekdo rekel, da ni civilizacija. Medtem ko kultura je potem nadgradnja civilizacije in gre za grupacijo tistih vrednot, ki dejansko učlovečujejo človeka. In ga ne slabšajo. Tako da se bojimo v tem novi, ne samo digitalni fazi, ki bo sledila digitalni, kaj bo prišlo, ne vemo, ker se blazno leti, da človek ne bo kosteno, Recimo tu omenim Edvarda Kosbeka v Tovarišiji, on govori že o tem, da bo ta nadgradnja civilizacije tako močna, da bo nadvladala človeka in da bo etično vprašanje tisto, ki bo vprašanje. In s tem bi tudi končal, to je vprašanje etike. Tu pa moramo zdaj vsi gledati, da je ne pohodimo, ampak da je cilj ob ustvarjalnosti predvsem etika. Pred kratkim ste v enem od dijaških kratkih filmov omenili, da ste se po usodnem dogodku v domačem hlevu ponovno rodili. Kaj se je spremenilo? Zakaj novo rojstvo? To pa bi rekel najbolj modro, da ne vem. To sem bil, zbudil sem se iz smrti, iz smrti, dobesedno, ker so me vlekli iz smrti. Komaj so me potegnili, 3 so me vlekli, poleg stali, da so me vlekli, pa mi je uspelo malo moji trmi. In kaj se je spremenilo? Spremenilo se je vse. Kot da bi padel meteor na zemljo, jaz vrednotim drugače, jaz gledam drugače, doživljam življenje drugače. Tempo še mi je zmeraj blazen, to moram priznati, tu še mi ni uspelo. Ampak večkrat rečem, da ločim tako kot med staro pa novo zavezo. Zdaj tisti, ki eno pa drugo pozna, potem to razume. V uvodu sva omenila, da ste z vidika dijaka videli začetke naše gimnazije. Kaj bi jo ob njenem jubileju zaželeli? Če se pohecam, je zdaj že zrela gospa. Je zrela gospa in strmo z veseljem, zaupanjem zrem na njo. Strašno me je razveselilo, ko mi je prihajajoči ravnatelj rekel, poln vpis imamo. Pa srce mi je zaigralo. Nismo torej zastonj učili včasih, nismo se trudili, nismo doživljali spopadov z gonovečimi silami, ki so nam nasprotovali, ki zdaj to ne vejo omenjal. In želim, da ta smelost, ki vidim v teh mladih profesorjih, pa če tudi ima že kako leto, je tudi zelo dobrodošel. Pa tudi mi nismo hudi, če nas kaj povabijo, pa se kaj pomenimo, veseli smo vsega tega. Želel bi samo še tako dalje naprej, take smelosti, takega zagona, predvsem pa novemu obetajočemu ravnatelju, veliko sreče mojemu dijaku, profesorju Franciju Čušu.
Ja. Torej še naprej veliko sreče. Gospod Puconja, hvala, da ste si kljub obilici dela na kmetiji v teh jesenskih dneh vzeli čas in nas obiskali ter nam razkrili številne modrosti. Želim vam veliko zdravja in moči za raziskovalno delo in za vse, kar vam je v veselje. Se vidimo 14. oktobra na slavnostni prireditvi ob obeležitvi 60. obletnice naše šole. Nasvidenje. Vsekakor se vidimo. Še enkrat prav lepa hvala za povabilo in veliko sreče vam in celi šole. Hvala vam. Dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli. Saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. V novem podcastu se slišimo konec oktobra. Ne pozabite, slavnostna akademija in praznovanje 60. obletnice naše gimnazije bosta potekala 14. oktobra. Nekdanji gimnazijci lepo vabljeni, da se nam pridružite. Nasvidenje.